Pozdravljeni v avtomobilnosti. Prav tukaj na gospodarskem razstavišču v Ljubljani smo pred dobrim letom v sklopu slovenskega avtomobilskega salona organizirali tehnološki paviljon. Na njem smo predstavili najbolj atraktivne modele avtomobilov z sodobno tehnologijo in postavili debatni krožek. Vodstvo gospodarskega razstavišča in seveda tudi mi se strinjamo, da je avtomobilski salon nekaj, kar v Ljubljano sodi, če ne vsako leto, pa vsaj na vsako drugo leto. Ampak očitno naslednje leto slovenskega avtomobilskega salona ne bo. Zato, ker so se nekateri uvozniki avtomobilov pač odločili, da ga za prodajanje avtomobilov v tej dobi ne rabijo. Se pač avtomobili prodajajo kot zamet. Ampak avtomobilski saloni že dolgo časa ne služijo zgolj temu, da proizvajalci pokažejo svoje bleščeče nove modele, ampak tudi, da odpirajo teme mobilnosti. Mobilnost pa se v zadnjih letih korenito spreminja. In to je bila tudi ena izmed funkcij našega tehnološkega paviljona na avtomobilskem salonu. In izkazalo se je, da smo na tehnološkem paviljonu o teh stvareh govorili zelo velikemu številu ljudi. To so vprašanja, ki nas očitno zelo zanimajo. To se je na tehnološkem paviljonu lepo videlo. Odprli smo vprašanja novih tehnologij, ekologije, varnosti, celo recimo ugodnega financiranja avtomobilov. Najbolj aktualno vprašanje takrat pa je bilo seveda povezano z Dieselgate afero. Tudi mi smo se zagrizli v to tematiko zelo strokovno, ker današnji čas, ko zremo v prihodnost mobilnosti, za katero je več kot jasno, da bom prinesla drugačne oblike transporta, verjetno tudi življenje nasploh, je pravo gojišče tega, da nastane tudi veliko zavajanja, polinformacij, včasih mogoče tudi namenoma sproženih debat, ki ne peljejo v pravo smer. Na pomoč pri očiščevanju te teme, predvsem povezane z avtomotorji in z dizelskimi motorji, pa smo takrat poklicali profesorja Katrašnika iz Strojne fakultete v Ljubljani. No in profesor Katrašnik je imel v Cankarjevem domu sredi novembra eno prav zanimivo predavanje z naslovom Kako se bomo na koncert v Cankarjev dom pripeljali čez 30 let. Ne, ni govoril o tem, kako se bomo transportirali oziroma prileteli. Teleportirali. Ampak je govoril o čisto takšnih stvareh, o čemer govorimo tudi v avtomobilnosti. In sicer, kateri način prevoza bomo uporabili oziroma kakšno bo pogonsko gorivo, koliko stane pridelava, predelava in koliko stane očiščenje. On je takoj, ko smo se usedli na predavanje, rekel, da je to stvar, ki ne more trajati manj kot 1 uro. Razlaga namreč. No, mi ne bi bili ničemu, ne bi rekli, da naj bo časovno energetsko bolj varčen. Bolj varčen in nam vse skupaj razloži v 10 minutah. Pa poglejmo. Torej, slika, ob kateri so vsi srečni. Zakaj? Vidimo, da je prihodnost vsekakor elektrificirana. Imeli bomo električna vozila, vozila z gorivnimi celicami, priključne hibride in hibride. Ampak tudi tisti, ki proizvajajo motorje z notranjim zgorevanjem, se ob tej sliki ne zdrznejo. Zakaj? Ker prav v hibridih in priključnih hibridih imamo tudi motorje z notranjim zgorevanjem. In si poglejmo ta elektrificirana vozila nekoliko podrobneje, prej pa pojasnimo zgolj razliko, ki je pomembna. Elektrificirano vozilo še ni popolnoma električno. Torej, eden izmed primerkov je električno vozilo, kjer energijo celotno za pogon vozila pridobivamo iz baterije. Drug je tako imenovan priključno hibridno električno vozilo, kjer imamo na vozilu elektromotor in motor z notranjim zgorevanjem. Energijo za pogon vozila pa pridobivamo iz baterije, ki jo polnimo, zato tudi ime priključni, ali iz rezervoarja za gorivo. Zelo podobno zasnovo ima hibridno električno vozilo, razen za to razliko, da baterij ne moremo polniti in so zato njihove kapacitete manjše. So pa tudi vozila z gorivnimi celicami, kjer glavno avtonomijo zagotavlja vodikov rezervoar, kjer v gorivni celici pridobivamo iz vodika električno energijo, baterijo pa imamo zato, da pokrije vršne moči. Eno vprašanje. Tukaj imamo zdaj 4 predstavnike avtomobilov, ki so že na cesti. Če jim dodamo samo še avtomobile na bencin in dizelski pogon, imamo vse, kar vidimo danes na cestah in kar bomo videvali tudi v prihodnje. Ključno vprašanje pa verjetno je, ker pri vseh njih spravimo neko obliko energije v neko obliko posode, iz katere jo potem črpajo. Kakšen celotni ogljični odtis kateri od njih pridela? Ker to je verjetno tisto, kar nas zanima, ko govorimo o nižjem ogljičnem odtisu v družbi kot taki.
Zelo dobro vprašanje. Torej, tipično opazujemo zgolj vozila in vozila električna imajo izpuste ogljikovega dioksida nič, kar je pravilno, ker vozilo med uporabo ne izpušča škodljivih snovi, prav tako pa to omogoča to, da to vozilo lahko na vseh trgih prodajamo enako. Vendar vozilo se dejansko brez električne energije ne more premikati, zato je pomembno, da upoštevamo tudi cikel goriva. Pri delanju politik seveda to strogo ločimo, predvsem zato, da lahko tudi jasno vrednotimo, kakšen napredek bo dosežen v določenem sektorju. Vendar tudi to še ni celotna slika. Celotna slika je, kot ste pravilno vprašali, prav ta celoten krog, torej vozilo je treba proizvesti in treba ga je razgraditi. Če želimo res zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, je pri analizi potrebno upoštevati cel krog. Če pogledamo analize ADAK-a, vidimo, da v življenjskem ciklu vozila pridelajo približno 30 ton CO2 in vidimo tudi to, kar je pomembno. Za proizvodnjo vozil proizvedemo približno 30 ali celo 40% CO2, kar pomeni znatno več kot nič in tudi to je treba upoštevati. Zakaj? Vozila se tipično ali pa deli proizvajajo v deželah, ki nimajo nujno zelo nizkega CO2 odtisa električne energije. Zdaj, kaj pokaže ta primerjava? Pokaže, da v spodnji srednji klasi po tej analizi elektroavtomobil dejansko v življenjski dobi proizvede nekaj manj CO2, ampak celoten njegov plus bomo lahko izkoristili šele takrat, če bomo imeli celotno energijo iz obnovljivih virov, kar je ključno. Nekoliko drugačno sliko je ADAK analiziral za vozila zgornje srednje klase, kjer vidite, da smo porabo dvignili tja do 45 ton in v tem primeru, predvsem zaradi večje mase in večjih CO2 izpusta pri proizvodnji, se elektrovozila ne odrežejo tako dobro. Tako da sporočilo te slike je, ni vsako elektrovozilo enako dobro. Tudi pri elektrovozilu velja, da je manjše vozilo z manjšo maso bistveno bolj okoljsko sprejemljivo. Kot odziv na to so naredili dodatno študijo, ki pokaže, da seveda ob nekoliko manjši ocenjenih proizvodnih CO2 stroških je seveda elektrovozilo lahko bolje. Ne bi želel soditi, katera je bolj pravilna, ampak problem je, da se je vprašanje spremenilo. Iz tega, da smo elektrovozilo zaznavali kot nič CO2 izpusta, se je zdaj razprava spravila na to, ali izpušča sploh manj CO2. Zakaj pa ta razlika? Ta razlika pa zato, ker če pogledamo res veliko sliko energetike, vidimo, da se tukaj skriva transport. Tukaj imamo pa primarne vire energije, kot so surova nafta, premog, zemeljski plin, veter, vodna energija, jedrska energija. In kaj delamo? Dejansko mi z elektrifikacijo transporta porabo energije iz surove nafte prenašamo na elektriko. In če se po električni poti nazaj pripeljemo na premog, zemeljski plin ali pa nafto, smo, poenostavljeno povedano, breme CO2 odtisa premestili na druge. Torej, kdaj bo bistveno bolje? Ko bo energetski sektor defosiliziran, ker takrat je pa to ključno, bo pa elektromobilnost omogočala popolnoma čisto uporabo, kasneje mogoče tudi proizvodnjo, če bomo tukaj imeli nefosilne energente. Ampak pot do tja je relativno dolga. Ampak profesor, a ni tukaj ključno sporočilo nekaj drugega? Vse te poti peljejo v velik energetski konec. A ni ključno sporočilo tega prikaza predvsem to, da moramo kot družba celota zmanjšati predvsem porabo energije, pa katerekoli že? Tako, naslednje zelo smiselno vprašanje. Zakaj se ukvarjamo samo z tem, kako bomo premestili energent oziroma energetski vektor? Zakaj se ne ukvarjamo, kako bomo uporabili manj energije na enoto prepeljanih ljudi in tovora? In odgovor je zelo jasen. Tukaj primerjamo letalo, osebna vozila, avtobus in vlak. Študij na to temo je več, ampak rezultat je skoraj vedno enak. Torej, smiseln je javni prevoz in seveda najbolj smiseln je javni električni prevoz. In na ta način porabljamo manj energije. In manj energije je seveda manj porabe primarnih energentov in ne glede na energetski miks, če to ni popolnoma obnovljivo, manj izpustov CO2. In če pogledamo tudi evropske cilje, Evropa od nas zahteva zmanjšanje toplogrednih plinov v transportu in to zelo intenzivno. Ampak nam hkrati nakaže tudi pot. Pot pa se imenuje sistemski pristop. Zakaj? Ker obsega tako infrastrukturo, kot tudi logistiko, torej in mobilne servise, multimodalnost,
energijo, pridobivanje energije in tudi pogonske sisteme vozil, nikakor pa ne zgolj. Torej jasno sporočilo tudi strani Evropske unije je, da je potreben sistemski pristop. Zato samo z menjavo energijskih vektorjev oziroma goriv ne bomo dosegli cilja oziroma bo dosega cilja zelo draga. In če pogledamo, kaj je naredila Norveška, ki jo tako radi vzamemo za vzgled. Poglejte, tukaj so podatki v milijonah ton CO2 ekvivalenta. In če pogledamo bližji pogled, skupni izpusti so 52,4 milijon ton CO2 ekvivalenta. Iz energetskega sektorja emitirajo manj kot 2. Iz celotnega stacionarnega sektorja emitirajo manj kot 1. Torej, opravili so nalogo, defosilizirali so energetski sektor, odpravili so fosilna goriva v stacionarnih kuriščih, optimirali so javni prevoz in seveda potem je logično na vrsti promet. Žal mi tega časa nimamo in moramo delati stvari sklopljeno. Ne smemo pa prezreti, da samo z tem in ne z energetskim sektorjem ne bomo prišli do rešitve. Če poskušamo zdaj to dokaj kratko popotovanje po prometu prihodnosti zaključiti, prihodnost cestnega prometa je vsekakor elektrificirana, ne pa nujno zgolj električna. Naslednje pomembno razmišljanje je tudi to, da zastavljene cilje o zniževanju globalnih izpustov toplogrednih plinov ne bo moč doseči zgolj z intenzivno elektrifikacijo. Zakaj? Ker elektrifikacija cestnih vozil namreč omogoča zniževanje toplogrednih plinov zgolj, če se defosilizira globalni energetski sektor in se posledično znižajo dejanski izpusti pri rabi, proizvodnji in razgradnji vozil. Tako da elektrifikacija je ključen korak, ampak ne more doseči cilja sama. In tudi to ni dovolj, ker obstaja tudi ekonomska rešitev. Zato bo za doseganje ciljev znižanja izpustov toplogrednih plinov potrebno zmanjšati še porabo energije na enoto prepeljanih ljudi in tovora, kar pa terja intenzivno vpeljavo multimodalnosti in povezanih aktivnosti na področju infrastrukture in logistike. In zato vse resne strategije izhajajo iz sistemskega pristopa, ki edini omogoča doseganje ciljev. Spremembe na sistemski ravni pa bodo spremenile naše potovalne navade oziroma razvade. Smo pripravljeni? Mi.